Zdaj sem jaz ves čas govorila, skozi so neke promocije, ne pa tudi prodaji, tako da v bistvu mesečna promocija je pa tako, da v bistvu pravzaprav, to je pa to, kar pravzaprav prodajamo. Ne. Skratka, običajno si nekje naredimo en tak plan, kaj bomo recimo v nekem obdobju prodajali. Zdaj to so lahko, večkrat bolj poglobljeno govorim tudi o tem v prejšnjem podcastu, pa v brezplačnem uvodnem programu. Skratka, tukaj pod promocijo oziroma pod to mesečno, bom rekla, spada od raznih delavnic, ki jih mogoče na mesečni ravni prodajamo, do nekih brezplačnih izzivov, ki so lahko po eni strani torej prodajanje česa naprej, to se pravi, običajno so te brezplačni izzivi, če se jih že lotite, običajno vodijo v nekaj plačljivega, ne, to se pravi, v bistvu so samo še en korak zraven v nekam, ne, in so po eni strani lahko torej prodaja, hkrati imajo dvojno vlogo, ne, prodajajo v bistvu naše programe, hkrati pa v bistvu tudi lahko generirajo nove stranke, torej tako imenovan lead generation. Najbolj nezahtevna oziroma najbolj nezahtevna oblika prodaje je pa to, da pravzaprav prodajamo preko mailinga, to se pravi, da pripravimo neke ponudbe, vsak mesec pa vsak kvartal oziroma pač vnaprej si pripravimo neke ponudbe, kaj bo takrat aktualno in takrat v bistvu potem prodajamo. Je pa zdaj tukaj izziv, je pa to, da če bomo pošiljali 10-krat samo maile, kaj prodajamo, ne, zdaj običajno, ne, bom rekel, kar dvojni problem je, ne, ali sploh ne pošljamo maila, ali pa pošljamo en sam mail, zdaj naredimo seveda lahko tudi glas ali pa karkoli, ne, ampak pošljamo en mail, ne, običajna praksa, bom rekel, začetniki tako pošljajo en mail in čakajo, kaj se bo zgodil čudež in čudeža ni, ne. Se mogoče zgodi 1-2 prodaje, ne pa zdaj to odvisno od baze, koliko imate velike, nič pa naprej.